Ne vem zakaj, ampak kar naenkrat se mi je nabral cel kup limon. In naredili smo že limonino pito z meringo, naredili smo torto limonino z rožmarinom. Zdaj pa čas, da naredimo mogoče kar ene cake pope. In da bojo res fantastični, bojo to seveda limonini cake popi z meringo. Kako izvirno. Dajmo kar začeti. V večjo skledo presejemo moko, kateri bomo dodali še sol in pecilni prašek. Nato dodamo še kokosovo moko, malce premešamo z metlico in v ločeni skledi pričnemo stepati sladkor in maslo, ki smo ga segreli na sobno temperaturo. Stepamo pa toliko časa, dokler masa ne posvetli. Zdaj k mešanici sladkorja in masla postopoma vmešavamo jajci. Eno po eno, dokler se vse fino ne poveže. Seveda ne smemo pozabiti na limone. Dodali bomo limonino lupinico, po želji še malce soka in pa nekaj mleka. Vse premešamo in zdaj dodamo suhe sestavine k mokrim. Tudi suhe sestavine vmešavamo postopoma, da se bo masa res lepo povezala. Vzamemo pekač ali pa tortni model, jaz bom pekel kar v kvadratnem pekaču, ki je dimenzij 12x30 cm. Dobro ga namestimo ali pa celo obložimo s papirjem za peko in vanj vlijemo maso za biskvit. Zdaj vse skupaj prestavimo v pečico in pečemo na 180 stopinjah Celzija 25 do 30 minut. Čas je, da pripravimo še limonin ganaš. Najprej vzamemo limone. Nato belo čokolado prelijemo z vročo smetano. Malce počakamo, da se prične topiti in potem vse skupaj premešamo, da se čokolada popolnoma raztopi. Vmešamo je še limonin sok in dobro premešamo. Dodamo še nekaj masla. In naš ganaš je pripravljen. Ko je biskvit pečenega, odstranimo iz pečice, počakamo, da se nekoliko ohladi, nato ga pa nadrobimo v večjo skledo. Takole izgleda, ko je fino nadrobljen. Zdaj pa vzamemo limonin ganaš in ga vlijemo čez biskvit. Tukajle sem dodal pa še nekaj ruma, lahko bi dodali tudi limončelo. Maso za cake pop se zdaj dobro premešamo in začnemo z oblikovanjem. Na takšen način med dlanmi oblikujemo kroglice, ki naj tehtajo nekje 25 gramov. Kroglice nato postavimo v hladilnik, vmes pa se lahko lotimo še priprave meringe. V skledo nad vodno kopeljo stresemo beljake in dodamo sladkor. Z električnim mešalnikom stepamo do čvrstih vrhov, mešamo pa toliko časa, dokler se masa ne segreje nekje na 45 do 50 stopinj Celzija. Ko je meringa segreta na to temperaturo, skledo preprosto odstavimo iz vodne kopeli in stepamo še do konca. Ohlajene kroglice za cake popse takole nataknemo na palčke. Potem je pa čas, da se lotimo še tega, da jih oblečemo v meringo. Preprosto namočimo jih v skledo z meringo
In če želimo, še z vilicami oblikujemo rebrast ozorec. Nato jih preprosto še zapečemo in cake popsi so pripravljeni. Čas je samo še, da uživamo.